Na tretji dan mednarodnega festivala golfa in zabave so se pomerili igralci in igralke iz Subaruja. Lepo vreme jih je pospremilo na dopoldanskem in popoldanskem štartu na strel. Tekmovanje je potekalo v skladu s pravili golfa 2008 do 2011 in amaterskega statusa odobrenega strani R&A, Rules Limited in lokalnimi pravili, ki so v skladu s pravili golfa in odobreni strani tekmovalne komisije ter pravili EGA, handicap sistema 2007 do 2010. Turnir Arboretum je nekoliko poseben, kar je izpostavil tudi predsednik golf kluba Arboretum, poleg ostalega. Posrečena zadeva, na vsak način trenutno v Sloveniji poteka veliko tovrstnih tedenskih prireditev. V Arboretumu je ena zadnjih, ampak kljub temu dober odziv, ima nek specifičen program, tudi sponzorje, ampak za nas golfiste je vsaka taka prireditev dobrodošla in seveda samo podpiramo. Kje vi vidite golf v Sloveniji danes? Mu raste popularnost, koliko ljudi se zanima zanj, koliko ga mediji dobro pokrivajo? Tako bom rekel, zanimanje raste, vendar raste prepočasi. Mislim, da je golf ena krasna stvar in bi bilo potrebno narediti več na tem, da bi bil golf bolj popularen. Seveda tle je tudi del medijem, ki bi največ naredili na tem, ampak mislim, da tudi politika, ker se mi zdi, da neke strategije na nivoju Slovenije prave ni. Pred 2 tednoma sem bil na Češkem, imajo 140 novih igrišč. Se pravi, to so neke druge dimenzije in jaz mislim, da v Sloveniji bi mogli enkrat tudi to razmisliti, ali ćemo podpirati to vrstne investicije in to vrstno rekreacijo in šport. Kako bi se vi lotili reševanja tega problema? Ja, to je težko, v teh časih recesije je težko, vendar jaz mislim, da turistični kraji, tam, kjer so turisti, kamor turisti zahajajo, bi bilo potrebno absolutno graditi igrišča, zgraditi čim več igrišč in seveda na ta način privabiti boljše goste, bom rekel boljše goste v tem primeru, da pač zahtevajo več, potrošijo več in če se bi na tem delu, na tem segmentu več dela, sem prepričan, da bi uspeli promovirati Slovenijo tudi na tem področju. Danes ste tudi sami sodelovali na turnirju, kako ste se odrezali? Pa jaz sem zadovoljen, jaz nimam nekih strašnih ambicij, kadar igram okoli handicapa sem vedno zadovoljen in sem zadovoljen absolutno. Samo še kaj se vam osebno zdi fascinantno pri golfu, zakaj ga radi igrate? Bom tako rekel, meni golf ogromno pomeni, mogoče nisem prava oseba, da bi razpravljal o tem, samo meni zapolnjuje ves prosti čas, vse stresne trenutke in moram reči, da predvsem vidim, da je to ena krasna igra, ki združuje ljudi, ki vzgaja ljudi, ki vzgaja otroke in to je res nekaj, kar bi bilo potrebno podpreti. Torej bi ga tudi naši politiki lahko malo bolj igrali? Absolutno, pa ne zaradi tega, ker so politiki, zato ker so ljudje, ki jim bi vsakemu pravim, naj začne čim prej, ker poznej začneš, ti je žal in čim prej morajo tudi oni igrati. Pravico do udeležbe so imeli vsi člani in članice priznanega golfskega kluba z veljavno člansko izkaznico, handicap 0,54 in starostjo nad 18 let. Na terenu so se igralci hladili z vodo, da ne bi popustila koncentracija. Vsak je odigral po svojih najboljših zmožnostih. Kako vam je šlo danes na terenu, kako ste igrali? Tako kot v golfu ponavadi, malo mešano. Dobro, slabo, srednje. Kaj vas je prepričalo, da ste sploh prišli na golf turnir Arboretum? Tu so vedno dobri te dnevi golfa in vsako leto se udeležujem tega. Tudi ostalih turnirjev, ki so organizirani po Sloveniji, torej tekmovalno? Seveda, sam ne takih dnevov povsod, tu samo tukaj, drugače pa povsod po malem. Kako bi komentirali sam festival, kako je organiziran? To, kar je zaenkrat, je super, bomo videli prvi večeri, če bo zadržal trend. Še za konec, kaj se vam zdi fascinantno pri golfu, zakaj ga igrate? Da se moraš umiriti, skulirati. Včeraj ste bili skupni zmagovalec, kako ste igrali danes? Ja, včerajšnji dan je bil, ki je bil prvi dan turnirja, je bilo več energije ostala, danes je pa že sonce pa tole naredilo svoje, tako da je treba imeti koliko kondicijo za tele. Tako da prvi 9 sem igral še odlično, danes je pa malo zmanjkalo energije, tako da sonce je pa svoje naredilo. Zelenice so dosti lepe, hitre
igrišče pač ni najboljši formi, ampak tako, pa malo sreče treba imeti. Ja, včerajšnji dan je pa gre tako, malo smo malo slabši. Kaj vas je pa prepričalo, da ste se udeležili sploh tega golf turnirja Arboretum? To poznam tukaj en kup prijateljev, tako da me že to druženje, pa vse to, pa tudi organizacija, tako da je kar te stvari pač, to kar druži pri golfu, dobra družba. Tako. Za konec, kaj je vam fascinantno pri igri golf, zakaj ga igrate? Ja, pač tudi prvo je zaradi družbe, drugo zaradi malo se pač naravi, na zraku, pa zaradi užitka, tudi sam golf je pač tako, veliko dobrih stvari na sveže, tako da se kar radi vračamo na te zelenice. Se vam zdi, da je medijsko malo prezrta tema golf kot šport? Se tudi v tej smeri se dosta tudi golf razvija, tako da jaz mislim, da vsak let se to je več na televiziji teh tekem, pa tega tudi ljudje bolj poznajo, tudi odziv je večji okrog tega. Tako da jaz mislim, da bo bodoče še boljše. Ja, jaz sem zelo zadovoljna. Res je, da jaz nisem kakšen strašen golf igralec, vendar pa igram z veliko ljubezni, tako da kakršen rezultat dosežem, sem ga vedno zelo vesela. Drugače je bilo pa zelo, zelo vroče, zelo, zelo vroče. To je pa bila pač posebnost današnjega dneva. Ste že sicer igrala na tem terenu ali je bilo to prvič? Ne, že. Tudi lansko leto sva bila z možem na dnevih golfa, nam je bilo všeč in zato sva letos spet prišla in prišla sva točno na tisti dan, ko poje Tanja Žagar, kar je pela tudi lansko leto. Za konec, kaj je vam osebno fascinantno pri golfu? Ja, meni golf osebno zelo veliko pomaga zaradi tega, ker pri igri golfa praktično lahko izključim vse ostalo dogajanje. To pomeni vse skrbi, vse težave, vse, kar me recimo bremeni čez dan ali pa skozi življenje. Mi v teh 4 urah, kar običajno traja ena igra golfa, res misli odplavajo in se mi zdi, da potem lažje zajamem sapo in tako iz igre v igro. Zdaj igram že drugo leto, drugi festival, zelo dobro organiziran. Potem tudi po turnirju, podelitev, večerja, nagrade, pa v bistvu druženje, veliko nas igra. Iz cele Slovenije pridejo, tako da je res en lep dan oziroma teden golfa v Arboretumu. Se vam zdi, da golf raste popularnost v Sloveniji oziroma je še to vedno izbran šport za posameznike? Ne, jaz igram zdaj 3. sezono, 3. leto in absolutno je golf šel v širino, tako kot je šel tenis pred leti, tako da golf postaja počasi lahko, torej že postaja šport širokih množic in tudi cenovno je dostopen več ali manj skoraj že vsakemu. Tako da oprema je dostopna nova ali rabljena za zelo, zelo primerno ceno. In tudi same igre. In poleg tega pa veste, da je pri nas letos smo dobili 2 nova igrišča in hvala Bogu, da se to širi in popularizira med mladimi ljudmi in tudi starejšimi. Lahko še rečeva, kakšen tip igre ste danes igrali, če nam malo plastično opišete, kakšna so pravila? Ja, igrali smo po pravilih Stableford, drugače pa pač mi rekreativci igramo tako, kot igramo, po svojih najboljših možnih močeh. Torej, bilo je fajn, dan je bil lep in upam, da bojo naslednji dnevi podobni današnjim. V tekmovalni komisiji so bili Žiga Purič, Renata Tič in Zvonimir Rozman. Sodniško mesto je pripadlo Stanku Nežiču. 3. dan športa in zabave se je sklenil s podelitvijo priznanj najboljšim, vsem pa čestitamo.